Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Če ste tukaj novi, lajkajte ta video, ne pozabite se naročiti in pa followajte me na Instagramu. Če čujete kaj, je Lukas. Danes sem delala video, ki je bil ful zaželjen. In sicer moj hair care rutino, oziroma kako jaz negujem svoje lase. V tej košarici imam vse svoje produkte, ki jih uporabljam, tako da kar gremo. Ne bom vam govorila, da morate vodo piti pa vitamine, ker to je tako ali tako se mi zdi že samoumevno. Pač fajn je, da dosti vode pijete, ampak jaz je včasih sploh nisem, pa sem vedno imela ful svetleče lase, ta se mi zdi tudi malo odvisno od genetike. Uporabljam dva različna šampona trenutno, ampak jaz šampone v bistvu skozi menjavam in sicer prvi je od Head & Shoulders Supreme Moisture. Sicer Head & Shoulders zdaj že dolgo nisem uporabljala, glih zaradi tega, ker je ful agresiven in me tako bolj, ni me peklo, ampak tako ful hladilo glavo in mi je bilo tako malo grozno. Ta je dansko ful vrej, ker ima arganovo olje in pa pač meni je ful vrejo, tudi Lukas je ful vrejo, na te glava kakorkoli zebe v njo peče nič, to bi ful priporočala. Zraven pa še uporabljam ta Mane & Tail, o katerem sem že govorila in trenutno sem ga malo nehala uporabljati, ker sem ful hitro dobila masne lase, ampak še vedno ga uporabljam v kombinaciji s Head & Shoulders in to lahko kupite v bistvu v Milleru. Ne vem, če sem ga že kje druge videla, ko v Milleru, to pa v bistvu lahko kupite bilo kje. Je pa tudi za živali. Hitreje naj bi ti lasi rasli, močnejše naj bi imel. Ja, ful diši, oba ful dišita. Potem pa od balzama imam isto od Head & Shoulders Supreme Moisture with Argan Oil, pa Mane & Tail balzam, ki ga uporabljam pač oboje skupaj, včasih enega, včasih drugega. Dansko se mi zdi, da imam ful bolj mehke lase s Head & Shouldersovim balzamom, kot pa s tem balzamom, ampak ne vem, tam mi je vseeno ful všeč po vonju, pa potem, ker naj bi ti lasi hitreje rasli, pa naj bi ful negoval lase, tako da. Pač dobesedno to uporabljajo za konje, predstavljam, da malo bolj svetlečo grivo in pa tail oziroma rep, teda očitno deluje. Potem pa naj vam pokažem Potem pa imam tu noter še dry shampoo, ki ga jaz nisem zdaj uporabljala ne vem koliko let. Enkrat, ko smo bili na Švedskem, pred 4 leti sem ga probala in mi je bil ful všeč. Pa sem jih nehala uporabljati, ne vem zakaj, pač mislila sem, ne vem sploh. Zdaj pa sem ponovno začela uporabljati in je to life. Mislim, da nisem uporabljala zato, ker tote firme včasih nismo imeli v Sloveniji, sicer zdaj že kar nekaj časa, ampak jaz enostavno si nisem kupila. Ampak to je res nekaj najboljšega, ker tam si četrti dan pa se sploh ne vidimo masne lase. Kar je amazing, sploh zdaj, ker jaz delam in večinoma delam popoldan in prijem domov tak ob 10, pol 11 in se mi ne da glavo prat, ker pač se pol zbudim z mokro glavo. In to je zdaj ful fajn. Potem imam še en deep conditioner, oziroma niti ne, to je maska za lase, ki je ice cream s keratinom in to je ena izmed najboljših mask, ker sem jaz zdajkoli probala. In probala sem res ogromno mask, od Beleje, od Garniera, od L'Oreala, od vsega možnega. Pač to je ena maska, ki bi jaz vsem priporočala, stane sicer 10 € se mi zdi da, ampak jaz imam zdaj že ful dolgo, res dolgo. Če si kaj kupite od moje skincare rutine, hair care rutine je to dvoje. To, potem pa gremo na, uporabljala sem tudi Olaplex, sicer mi ga je zdaj zmanjkalo, teda Olaplexa več ne uporabljam, ampak vem, da je to ena izmed najboljših stvari in vsi pravijo, kako to deluje, ampak jaz nisem opazila neke ful bistvene razlike. Potem pa uporabljam še Keratin Repair Oil od Pantene, in mi kako malo zmanjkala, vedno sem uporabljala od Beleje, Argan Oil se mi zdi, da je bilo, ampak zdaj ga ne najdem več v DM-u. Ne vem, da ga je samo ni bilo, da ga je zmanjkalo, ali pa da več nima to, ker če nima, potem sem jokala. Ker vse to ti je ful vrej, samo od Beleje mi je bil boljši. V bistvu je pa tak point, da imaš bilo kako olje. Jaz uporabljam tudi za lase kokosovo olje, ker kokosovo olje, kot sem rekla, je life. Za obraz ga včasih uporabljam, za lase, za vse živo. Kokosovo olje je res ful super stvar. Da, če enostavno nijate denarja, bi si kupili neko, a pa tudi ne, če nijate denarja, oziroma se je kokosovo olje drago. Kokosovo olje je ful super, tako da. Potem pa imam to kaviar, ko smo dobili na Beauty Bloggers Meetup, Anti-Aging Overnight Rescue Repair While You Sleep.
To je tudi ena ful dobra stvar, sicer mi bi že zmanjkalo, mislim, da je tako več ni, ampak ful micana je, mislim, da je kar drago, ne vem točno koliko stane, ampak ja, tudi to je ful dobro. Krtača za lase, toto imam zraven vedno, je lesena. Drugače pa uporabljam, kupajo take plastične konice ven, Tanglers, Tangler, samo onega fake zdajema, tistega sem uporabljala, tiste je ful fajn. Tega imam vedno zraven, mislim ne vedno, ampak imam ga v torbici, ker me se ful doskrat lasi zavozlajo, ker pač nimam ravnih in se radi vozlajo in s tem potem rešim to zadevo. Glavo si jaz perem ponavadi vsaki drugi dan, zdaj ko sem rekla, odkar uporabljam ta dry shampoo, si perem glavo na vsake 3 do 4 dni, kar je life changing. Zdaj ful ne uporabljam tak balzamo, ker samo dobesedno nimam časa, ker prijem tako pozno domov in grem sem spat. Drugač pa sem prejšnji mesec, vsakič, ko si glavo perem, si dam balzam gor in pa skoraj vsakič ali pa enkrat do 2krat na teden si potem dam še toto ice cream masko na lase, kar je res super. Včasih pa si naredim tako posebej masko in si dala noter enkrat avokado, tudi banane sem dala, sam banane ne dat, oziroma dajte jih, če jih ful dobro zmiksate, ker enkrat sem imela ful koščko banane v glavi in to je bilo tako polomija. Zraven dam olje, olivno olje, arganovo, da tako imam tota olja, kokosovo olje, vse to in potem dam to na glavo. Jedla sem tudi sugar hair bear, kako se reče, ali sugar bear hair vitamine, ti so bili res ful fajni. Videla sem razliko predvsem na nohtih, ampak tudi tisto bi imela, če bi zdaj imela nekaj glih malo več denarja, da bi za tisto si dala. Ker pač vseeno so tudi vitamini, ko niso glih poceni in jih ne moreš imeti kar tak. A si gledajte video, če mi bi všeč, ga lajkajte, se naročite, followajte me na Instagramu. Če imate kakšne ideje za videe, mi jih napišete spodaj. To pa je tudi to. Dio!